Pozdravljeni, dragi otroci, prijazno dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela prijetno sporočilo Anžetove mamice. Namreč Anže si je zaželel slišati prav posebno pravljico. In v današnji pravljici bomo obiskali divji zahod ter spoznali mladega šerifa po imenu Bobby. Res me zanima, zakaj je Anžetu ta pravljica tako všeč. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Šerif Bobby. Danes je velik dan za Bobbyja. Izgubil je svoj prvi zob. Postal pa je tudi šerif Kaktusove doline. Čeprav je Bobby še zelo mlad, bo svoje delo zagotovo dobro opravljal. Kot šerif je ponosno nosil značko in čisto nov klobuk. Ko se je sprehajal po glavni ulici, je nenadoma zaslišal bang, bang, bang. Stopil je v banko in zavpil: Stop! Vsi smo aretirani! Roparji ga niso razumeli. Kaj smo, smrkavec? Aretirani! Je ponovil Bobby. Aretirani? Je vprašal eden izmed roparjev. Mali misli, da je na igrišču, je rekel drugi ropar. Poslušaj, smrkavec, je rekel prvi ropar. Mi smo roparji in to ni igra. Vem, je rekel Bobby. Ampak, a ne vidi pa? Ne vidi pa? Ne, tukaj ni nobenega vidi pa. Pojdi zdaj ven in se igraj. Mali, tukaj je res nevarno. Bobby je osramočen odšel iz banke. Njegova prva aretacija je bila neuspešna. Odšel je v pivnico. Tam so vedno kakšni razgrajači. Odrinil je vrata in vstopil. Najprej je opazil, da je John hladnokrvna roka igral karte. Asa je skrival v rokavu, a šerifu Bobbyju to ni ostalo skrito. Hej, pipam, je zavpil. Ne goljufaj. Kaj? Je začudeno vprašal goljuf. Jajno, poslušaj, jaz sem šerif in ti prepovedujem, da goljufaš pri kartah. Poslušaj, mali, je rekel goljuf. Prikupen si, ampak nihče te nič ne razume. Bobby zdaj ni vedel, kaj naj reče. Počutil se je neumno, zato je kar odšel. Naravnost v bar z imenom Poberi me. Bine, potrebujem nekaj močnega. Prinesi mi majejični sos. Majejični sos? Je vprašal Bine. Ja, z lejom. Ko mu je Bine prinesel kozarec mleka, se Bobby sploh ni priteževal. Bil je slabe volje. Nihče ga ni spoštoval. Jaz sem najslabši šerif na celem svetu, je momljal predse, ko si je snimal šerifovo značko. Po mestu se je hitro razvedelo, da v Kaktusovi dolini ni šerifa. Kaj kmalu je bilo vse posod slišati bang, bang, bang. Zdelo se je, da nihče ne more vzpostaviti reda in miru. Medtem se je Bobby v svoji sobi smilil samemu sebi. Potem pa je skozi okno zagledal dolgonogega Janeza.
Ta je bil šele pravi falot. Vsa dolina se je tresla pred njim. Bil je visok, grd in močan. Za njim je bila razpisana tiralica in plakati so bili razobešeni po vsem mestu. Bobby ga je opazoval, ko je vstopil v banko. Kar se je zgodilo potem, ga sploh ni presenetilo. Ko se je dolgonogi Janez spet prikazal zunaj, je bežal z veliko vrečo denarja na hrbtu. Jaz sem šerif. Moral bi ga ustaviti. Vendar me je tako zelo strah. Da bi se spopadal z dolgonogim Janezom, velikim razbojnikom. A kako naj bi ga ujel, če še mareličnega soka nisem znal naročiti? Je sam pri sebi razmišljal Bobby. Potem se mu je pogled ustavil na šerifovi znački. Zdelo se mu je, da je v njej zagledal svoj odsev. Sem šerif ali nisem? Sem, je glasno rekel Bobby. Zbral je ves pogum, kar ga je premogel, in se pognal za dolgonogim Janezom. Na drugem koncu mesta ga je končno dohitel. Arepiran si, je zavpil za njim. Dolgonogi Janez se je obrnil kot blisk. Me pozivaš na dvoboj? Meni je prav. Obožujem dvoboje. Se je zakrohotal dolgonogi Janez, ki še nikoli ni izgubil nobenega dvoboja. Pravila za spopaj so preprosta, je rekel Bobby. Vsak nareji 8 sorazov. Potem se obrneva in spreljava. Dolgonogi Janez je ob tem samo grozeče škrtal z zobmi. Bobby je začel glasno šteti korake. Počakaj, kaj pomeni pri? Je vprašal dolgonogi Janez. Pri ni številka. Toda Bobby je štel naprej, ne da bi se menil za dolgonogega Janeza. Ta se je ob Bobbyjevem čudnem štetju pošteno zabaval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je rekel Bobby in se obrnil. Bum! Gumijasti metek je priletel naravnost v čelo dolgonogega Janeza. Ta se je zvrnil po tleh in za trenutek negibno obležal. Celo mesto je videlo ta dvoboj. Dolgonogega Janeza so hitro zvezali in ga odpeljali v ječo. Polni pošpeno! Polni pošpeno! Se je upiral dolgonogi Janez, ki je pri padcu izgubil zob. In od tistega dne dalje si nihče več ni upal trditi, da Kaktusova dolina nima šerifa. Zanimiva pravljica, kaj ne? Poglejte ga, našega šerifa. Bravo, Bobby, da se kljub posmehu svojih vaščanov nisi predal, ter si ostal odločen. In tako si pridobil spoštovanje. Super. Sploh otroci v času izgubljanja mlečnih zobkov čutijo negotovost. A spoštovanje drugih si pridobimo s svojim znanjem, pogumom ter vztrajnostjo. Sicer pa je to le obdobje, ki slej ko prej mine. A otroci, vsi skupaj ne smemo pozabiti na ustno higieno, na pravilno ter temeljito umivanje naših zobkov, ki krasijo naše nasmeške. Anže, najlepša hvala za idejo o poučni ter malce drugačni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici televizijske junakinje Pepe in njene izkušnje z izpadlim zobkom. Pravljica z naslovom Pepa in zobna vila pa že čaka v mojem knjižnem kotičku. Prijeten pozdravček tebi, Anže, ter pa seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!
Bravo, Bobby. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov sem ponovno prejela zelo prijazno sporočilo Veronikine mamice. Namreč Veronika že zelo dolgo časa rada prisluhne pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Najlepša hvala, Veronika. In tokrat bomo prisluhnili slovenski pravljici, ki je Veroniki zelo všeč. Le katera pravljica bi to bila? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa čudovite pisateljice Anje Štefan z naslovom Medved in klobuk. Medved si je kupil nov klobuk. Klobuk je bil rdeč in vesel, in ko ga je nosil, je bil vesel tudi medved. Končno jaz, si je govoril, ko je stopal skozi gozd. Vsakogar je pozdravil. Privzdignil je klobuk in rekel: Dober dan, volk. Dober dan, lisica. Dober dan, zajec. Dober dan, mala miš. Kako lepo se je srečevati, če imaš na glavi tako vesel klobuk. In ne le srečevati. Čim je posijalo zlato sonce, je vzdignil klobuk in se rahlo priklonil. Sončece naše, lep dober dan. Ko je v poti zagledal kakšno res debelo jagodo, je pohitel. Dober dan, jagoda. Njam, njam, njam. In ko je v jezeru, mlaki ali luži zagledal svoj lastni odsev, je dvignil klobuk in se pozdravil tudi po večkrat. Dober dan, medved. Dober dan. Dober dan. Skratka, odkar je imel klobuk, ga je bilo eno samo veselje. A potem je na vsem lepem pihnil veter. Vzel mu je klobuk in ga meni nič, tebi nič odnesel s sabo. Hej, hej, veter, vrni mi klobuk, je klical medved, a veter se je le hahljal in se s klobukom gnal naprej. Medved je stekel. Kaj se to pravi? Da te nekdo kar tako ukrade? In to za tisto, kar imaš najraje? Ne, to pa ne. Ga bo že ujel, saj je medved velik in močan. Stekel je čez ravan, hitro, hitro, kolikor je mogel. A zaman, veter je bil hitrejši. Izmikal se je in se unorčeval, kot bi ga popadlo kakšno zlobno veselje. Ustavi se, veter, je klical medved. Vrni mi klobuk, če ne... Kaj, če ne? Je pihnil veter. Res, kaj, če ne? Vetru težko rečeš, če ne, te zdrobim. Če ne, te bom. Če ne, se me pazi. Saj sploh ne veš, kako bi ga zgrabil. Veter je spreten zmikavt. In medved, še tako močan, je bil čisto nemočen. Tekel je in klical le še: Stoj, stoj, stoj! Tako na glas, da ga je zaslišal volk. Kaj vidim? Klobuk? Medvedov klobuk? Je rekel in stekel. Tako sta tekla oba. Dajva, še malo,
še malo, sta se spodbujala in hitela, a klobuka nista ujela. Veter ga je nosil, gluh za vsako prošnjo in za vsak dovolj. Ustavi se, slišiš, takoj, je tulil volk. Klobuk je moj, je vztrajal medved in tako jo je zaslišala lisica. Kaj vidim? Klobuk? Medvedov klobuk, je rekla in stekla in tako so tekli že 3. Daj ga nazaj, pusti klobuk. Kaj se pa greš? To ni pošteno, so klicali. A veter se ni zmenil zanje. Ne za prošnje, ne za jezo, ne za trkanje na vest. Čez star, podrt brest je pokukal zajček. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekel in stekel. In tako so stekli že 4. Tekli so, tekli, prosili, bentili. Pa mislite, da je kaj pomagalo? Ne, niti malo. Vse to je zagledala miška. Kaj vidim? Klobuk, medvedov klobuk, je rekla in stekla. In tako jih je teklo že 5. Tace so jih pekle od napora, sopli so in se potili še in še. Presneti veter. Kako se je izmikal, kako predrzan je postajal. Smukal se je med drevesi in vse manj gledal, kam sploh gre. Tako ga je zaneslo, da je buhnil naravnost mogočen hrast. Veje so se razmaknile in klobuk se je zagozdil mednje. Je pihnil veter, pa ga ni premaknil. Je pihnil še enkrat, a zaman. Je pihnil 3. Ne, klobuka ni mogel rešiti iz krošnje. V tem pa so do hrasta že pritekli medved, volk, lisica, zajček in miška. Tu je, tu, je klicala miška in kazala na klobuk v vejah. Tu, samo visoko, je zastokal medved. Nič hudega, je rekla lisica. Eden na drugega zlezemo, pa ga dobimo. In res. Medved se je vzravnal in vzel volka na rame, nanj je zlezla lisica, na lisico zajček, na zajčka miška. O, malo, še malo, bo šlo? Bo. Zgrabila je klobuk in ga rešila izmed vej. Močno ga je držala in miško je držal zajček, zajčka je držala lisica, lisico je držal volk in volka je držal medved. Kaj bi torej lahko storil veter? Čisto nič. Le jezno je zažvižgal in se pobral drugam. Miška pa je s klobukom zlizla na tla in ga dala medvedu. O, klobuk, veselje moje, si je oddahnil medved, ga pogladil in si ga pritisnil na glavo. Tokrat še malo bolj, saj veste, za vsak slučaj. Hvala, prijatelji, hvala, je vzdihoval in se zahvaljeval na vse strani. Brez vas mi ne bi uspelo. In vsem se je dobro zdelo. Potem pa je miška pripomnila. Ampak medved, saj klobuka sploh nismo ujeli mi, hrast ga je. Medved je obstal. Pa res? Če hrast ne bi stal, kjer je stal, se klobuk ne bi zataknil in ustavil.
Ja, je prikimal. Prav imaš, Miška, hrast ga je. Vsi so obmoknili. Smešno, je rekel volk. Tako smo tekli, tako smo se trudili, potem pa ti klobuk ujame nekdo, ki samo stoji. Ampak na pravem mestu, je dodala lisica in imela je presneto prav. Zajček se ni dal. Jaz pa mislim, je primaknil, da so hitre tačke vseeno nekaj vredne. Če ne bi tekli, sploh ne bi videli, kam klobuk gre. Kdo bi ga potem našel? Medved že ne? Prav imaš, zajček, je prikimal medved. Kako različno se lahko pogleda na stvari. Takole bomo rekli. Ujeli smo ga vsi. Hrast, ki je stal, in mi, ki smo tekli. Drži? Drži, ja, drži. So prikimali Miška, zajec, lisica in volk. Hrast nad njimi pa je zadovoljno zašumel. Ja, res izjemna pravljica, kaj ne? Poglejte, kako so veseli. Polni prijetnih občutkov, sreče in zadovoljstva. Bravo živali, da ste brez pomisleka stopile skupaj in pomagale medvedu, da je ponovno našel svoj klobuk sreče. In tudi v tej pravljici smo spoznali, da še kako držijo besede, v slogi je moč. In verjamem, da živali še danes srečno živijo v gozdu. Veronika, iskrena hvala za idejo o čudoviti ter poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici naše pravljičarke Anje Štefan z naslovom Zajčkova hišica, v kateri so živali prav tako pomagale ubogemu zajčku, ki mu je obilno deževje uničilo dom. Prijeten pozdravček Veroniki ter seveda vsem tistim, ki radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Bravo! Zelo lepo od vas, da ste stopili skupaj, ne? In pomagali medvedu. Evo, medved. Takole. Pa je klobuk spet pri tebi. Le uživaj, ker si tako srečen z njim. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno je pred nami pravljica presenečenja. Namreč ravno danes, v soboto 24. februarja leta 2024, praznuje svoj 6. rojstni dan deček po imenu Veles. Dragi Veles, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti čim več iskrivih otroških dni. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici o dveh najboljših prijateljih z naslovom Žal mi je. Škrebljač in mojstra sta se vsako jutro srečala na pol poti ob rečnem zavoju. V gozdu še nikoli ni bilo dveh tako dobrih prijateljev. Škrebljač je s seboj vselej prinesel svoj poseben svinčnik. Pomaga mi, da najdem prave besede za moje igre, je rekel. In ko je bila vsaka igra napisana, je poklical mojstro in predstava se je začela. Mojstra se je smejala, jokala in prosila za še več iger. Mojstra
je prav tako imela svojo posebno stvar. Škatlo, ki jo je vselej nosila s seboj. Pod pokrovom so se skrivali izvijači in vijaki ter kosi lesa. Vse, kar sova potrebuje za izdelovanje reči, se je nasmehnila. Ni je bilo stvari, ki je ne bi znala sestaviti. Toda škrbljač in mojstra sta vsak dan prehodila dolgo pot, da sta se srečala ob reki. Zakaj ne bi našla doma, ki bi si ga oba lahko delila? Je nekega jutra rekel škrbljač. Mojstra je poznala ravno pravšnji kraj. Tam je bilo prostora za 2 in še malo več. Čudovit dom za 2 najboljša prijatelja, je rekla sova in veselo zaukala. Ko sta pripravila dom, sta sedla v senco na njuno čudovito verando. Vetrič je nežno pihljal. Čebele so brenčale. In takrat je škrbljač dobil čudovito zamisel. To je idealen kraj za uprizarjanje mojih iger, je pomislil. Gledališče. Toda mojstra je bila izgubljena v svojih mislih. Veliko dnevne svetlobe je in veliko prostora za moje orodje. Tukaj bo moja delavnica. Celo najboljši prijatelji ne razmišljajo vselej enako. Naslednji dan je škrbljač zgodaj vstal in stekel na verando. Največje gledališče na svetu, je oznanil, medtem ko je obešal zavese. Ni pa videl mojstre, ki je tja privlekla svojo posebno škatlo z orodjem. Zaslišalo se je ukanje, trganje, tresk in ropot. Celo čebele so nehale brenčati. 2 najboljša prijatelja sta se srepo spogledala. Umakni se z mojega odra, je zavpil škrbljač. Tvojega odra? Od kdaj pa je to tvoj oder? Je jezno rekla mojstra. Ta veranda je moja. Ne, moja je odvrnil škrbljač. Potem pa sta oba jezna godrnjaje odkorakala stran in se kujala. Mojstra še nikoli ni bila tako besna. Pobrala je škrbljačeve raztrgane zavese in jih pokrpala z velikimi jeznimi šivi. Urejeno, je zapihala in jih obesila čez vejo. Potem je poklicala škrbljača. Svoje igre lahko uprizarjaš tukaj, je zasikala. In ne na moji verandi. Toda mojstra je bila tudi nekoliko žalostna, kajti nobena količina šivov ni mogla popraviti prizadetih čustev njenega prijatelja. Minilo je več ur. Čebele so znova brenčale. In medtem je škrbljač jezno pihal. Nikoli si nisem mislil, da je sova tako nesramna, je zagodrnjal. Toda prijateljico je kljub temu pogrešal. Vzel je svoj poseben svinčnik. Ta mu je vselej pomagal poiskati prave besede in premagati težave. Toda katere besede bi lahko popravile to težavo? In tedaj jih je škrbljač našel. Ravno prave besede. To bom uredil enkrat za vselej, je oznanil. Škrbljač je odkorakal do mojstre, globoko zajel sapo in zaklical. Žal mi je! Toda žal mi je niso čarobne besede. Delujejo le, če jih izrečeš iskreno. Ni ti žal, je rekla mojstra. In res je bilo. Ni mu bilo žal. Besede niso delovale in zdaj je bil škrbljač jezen bolj kot kadarkoli poprej. Neumen, nekoristen svinčnik, je vzkliknil in ga prelomil na dvoje. V hipu je spoznal, kaj je storil. Ob tem ga je spreletelo, stresal se je od brčic pa vse do repa.
Mojstra je postala žalostna. Škrebljač, žal mi je zašepetala. Verande si ne bi smela prisvojiti. Uničila sem tvoje zavese in prizadela sem te. Toda jaz sem bil prav tako zloben, je zastokal škrebljač. Nikoli te nisem vprašal, če ti je prav, da zgradim gledališče. Potem je Mojstra stopila k svojemu prijatelju. In objem, ki sta se ga delila, je bil dovolj za oba in še malo ga je ostalo. Od sedaj naprej, je rekla Mojstra, bova odločitve vselej sprejemala skupaj. In potem je škrebljač pobral izvijače, vijake in vse deščice. Mojstra pa je popravila škrebljaču svinčnik, da je bil skoraj kot nov. Škrebljač in Mojstra sta si za vselej zapomnila, da besede žal mi je delujejo le, če jih izrečeš iskreno. In glede verande? Odločila sta se, da si jo bosta delila. Zjutraj bo to kraj za pisanje. Popoldan kraj za izdelovanje. In ob večerih, ko se sonce spusti za obzorje, bo gledališče dveh najboljših prijateljev. Ja, tudi med najboljšimi prijatelji se včasih zgodijo nesoglasja. Ampak, če znamo pravilno pristopiti, se težave kaj hitro razrešijo. Le iskreni moramo biti. Tako kot škrebljač in Mojstra, ki sta spoznala, da šteje le iskreno opravičilo. Tisto iz srca. Bravo. Menim, da še danes uživata v iskrenem prijateljstvu. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o pravem prijateljstvu z naslovom Rada te imam takšnega, kot si. Lepo se imejte, bodite prijazni drug do drugega. Tebi, Veles, pa še enkrat želim vse najboljše za tvoj 6. rojstni dan. Uživajte in lepo se imejte. Čau, čau. Vesela, da ste se opravičila in verjamem, da še danes uprizarjate. Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice dveh dečkov po imenu Maksim in Aleksej, ki ob večerih rada prisluhneta pravljicam. Najlepša hvala, Maksim in Aleksej. In tokrat bomo prisluhnili njuni izbrani pravljici, ki je nastala izpod peresa slovenske pisateljice Nine Mauch Hrovat. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Posluh, jazbec gre. Jazbec si je želel postati pevec. Petje je naravnost oboževal, zato je vsak dan pridno vadil. Na vse zgodaj zjutraj je začel pevske vaje za glas, pevsko tehniko in podobno. Iu, 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 somi, 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 mihi, 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 mihi. Živali so si zatiskale ušesa, jazbec pa vsak dan znova. Jama sama, ja, čiribiri, čiribiri, bi, cepari, pa. In tako naprej, vse do večera, ko je utrujen legel k počitku. Zvečer so se gozdni prebivalci zbrali in potarnali drug drugemu. Jež je stokal, da mu gredo vse bodice po konci. Zajcu je šlo skozi ušesa.
Veverica se je pritoževala, da sploh nima več apetita. Lisici se je dlaka popolnoma naježila. Polh ni mogel spati. Miši tudi sir ni več dišal. In Polž je tarnal, da je cel dan zaprt v svojo hišo, pa še tam ni miru. Zjutraj je jazbec spet začel vaditi. Cvirli, 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 fiju, 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 fiju. Pa naslednje jutro. Bla, 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 bla. Maja, maja, miju, miju, meje, meje, mojo, mojo, muju, muju, juju. Zdaj pa je dovolj, je rekel jež in druge živali so obupane prikimale. Še Polž je prilezel iz hišice in prisluhnil. Predlagam, da skopljemo globoko jamo, past, v katero bomo ujeli jazbeca in jo nato zaprli z veliko skalo. Potem pa naj se dere, kolikor hoče, je povedal zajec. Dobra ideja, se je strinjala veverica. Ampak kako bomo zvabili jazbeca v past? Z zvijačo, je rekla lisica. Povabili ga bomo na namišljen koncert. Jazbec bo z veseljem prišel, jama pa ga bo že čakala. Dobra ideja, se je strinjal Polž. Odlično, gremo na delo, so zavzeto sklenile živali. Počakajte me, prihajam, se je drl Polž za njimi in lezel, kolikor hitro je mogel. Živali so poiskale primeren prostor, ki ga je zakrivala gosta praprot, in začele kopati jamo. Polž je še vedno hitel. Jež, lisica in zajec so skopali globoko jamo, veverica, miš in polh so prinesli veje in listje, so jamo prekrili in past je bila kmalu pripravljena. Polž je še vedno hitel. Lisica je šla poiskat jazbeca s pretvezo, da pripravljajo koncert, na katerem bi si želeli tudi njegovega nastopa. Jazbec je bil povabila vesel in silno navdušen nad ponujeno priložnostjo. Da bi pel na koncertu? Kako lepo, kako čudovito! Nadel si je praznično obleko in se z lisico podal na prizorišče. Jež, zajec, veverica, polh in miš pa so čakali skriti za praprotjo. Tudi Polž je bil že skoraj tam. Takoj za praprotjo je oder, je rekla lisica jazbecu. Kar za mano. Živali so pritajeno čakale. Polž je ravno v tistem trenutku ves zasopel prispel in zavpil. Kje pa so vsi? Lisica se je prestrašila, se spotaknila obenj in tako nesrečno padla, da je pred sabo potisnila za praprotjo skrite ježa, zajca, veverico, miš in polha, ki so z njo vred drug za drugim popadali v jamo. Au, javk, ojoj, so stokale nesrečne živali, ko so pristale na dnu. Ti šment, se je prestrašil Polž in se zaprl v hišo. Nesreča, je kriknil jazbec. Pomagal vam bom, je še zavpil in brž stekel po pomoč. Poiskal je debele razvejane veje in jih povezal med seboj v dolgo lestev. Polž je še vedno tičal v hiši in se tresel. Jazbec je spustil izdelano lestev v jamo in živali so druga za drugo zlezle iz nje. Hvala ti, jazbec, so se mu olajšano zahvaljevale in sram jih je bilo, saj so vedele, da je bila jama namenjena njemu. Kakšen koncert pa bi bil brez občinstva, je vzkliknil jazbec. Pridite, gremo nekam, kjer bo bolj varno in prijetno. Polž,
Pridi z nami, je potrkal po polževi hiši. Prav, že grem, je odgovoril polž. Jazbec je peljal potovčene in skesane živali na jaso, kjer se je ravno ogreval čričkov orkester. Maestro, zaigrajte, je rekel jazbec. Orkester je zaigral in jazbec je zapel s tako lepim glasom, da so vse živali osupnile in se sesedle po tleh. Polž je oddaleč slišal čudovito glasbo in hitel kot še nikoli, da ne bi zamudil koncerta. Jazbec je pel in pri tem žarel od zanosa, živali pa so ga poslušale z odprtimi usti in bila so jih samo ušesa. Kaj takega? To je čudovito, so rekle. Po končanem koncertu so drug za drugim prihajali poslušalci in čestitali pevcu in članom orkestra. Pevske vaje so se izplačale, je rekel jež, in o tem ni bilo nikakršnega dvoma. Prav vsi so se strinjali. No, skoraj vsi. Polž je prispel ravno takrat, ko so že vsi odšli spat. Ejoj, kako čudovita pravljica. Poglejte ga, tega našega čudovitega pevca. In tudi v tej pravljici smo spoznali, da še kako držijo besede, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. In to dobesedno. In bravo jazbec, da si tako nesebično ter brez pomisleka priskočil živali na pomoč. In ker vaja dela mojstra, je tudi jazbec postal mojstrski pevec. In verjamem, da živali še danes srečno živijo in uživajo v koncertih prikupnega jazbeca. Pa še nekaj. Današnja pravljica je napisana še v 4 jezikovnih različicah, in sicer v bosanščini, angleščini, albanščini ter ruščini. Super, kaj ne? Maksim in Aleksej, srčna hvala za idejo o prikupni ter poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni simpatični pravljici naše pravljičarke Nine Mauch-Hrovat z naslovom Miška želi prijatelja. Prijeten pozdravček Maksimu in Alekseju ter vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Hvala. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Zanimiva pravljica, ne? Bravo, jazbec. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat sem prejela zelo prijazno sporočilo Zaline mamice željo, da preberem eno izmed najljubših Zalinih pravljic. In katera pravljica bi to bila? Zala si je izbrala odlično afriško obarvano pravljico o rimah, ki jo poznajo širom po svetu. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Žirafe ne znajo plesati. Živa, lepa je žirafa. Vrat močan je ravno prav. Noge pa ima predolge in korak precej majav. Spretna je, če smuka listje z vej in bližnjega drevesa. Če pa vdir se zapodi, le nerodno z repom stresa. V Afriki pripravijo sredi džungle ples zabavo, ker živali rajajo in vrtijo se brezglavo. Bližal se je plesni dan in živo je skrbelo. Ritem le težko lovi, nerodna kot
krepelo. Divje svinje svingajo, tvistijo plezano soroge. Levi mojstri tanga so, poglejte strastne kroge. Ča, šimpanzom je norčija in zabava. Pavijani skačejo, da polka res bo prava. Živa je prestrašena, ko stopi na plesišče in levi se zaderejo. Kaj ta neroda išče? Vsi se jim pridružijo, se zlobno krohotajo. Ha, žirafe so nerodnice in plesati ne znajo. Živa je okamenela. Res je pomislila. Trapa sem in ne plesalka. Le zakaj sem sploh prišla? Splazila se je z plesišča, proti domu je odšla. Še nikoli tako sama in otožna ni bila. Stopala je mimo jase in ozrla se v nebo. Joj, kako je luna lepa, le zakaj mi je hudo. Čri, motim? Jo je vprašal čriček. Nekaj ti bom svetoval. Kdor osamljen je, drugačen, drugo glasbo bo izbral. Slišiš veter sredi trav in šepet dreves? To je zame pravi spev in najlepši ples. Vse, kar slišiš, zate je. Tebi luna govori. Zate listje trepeta, potok nežno žubori. Čriček vzel je violino in zagodel lep napev. Z njim očaral je žirafo in srce je ogrel. Živa je ujela ritem, noge oživele so. Stresa z glavo, vratom boki, pleše kot le malo kdo. Spne se v zrak in dela most. Naredi premet nazaj, rita, brca se prevrača. Prosim, čriček, še igraj. Živa srečna je, vesela, na ves glas se zasmeji. Haha, glejte, plešem, glejte, plešem. Zadovoljno zakriči. Vse živali so obstale, gledale so živim ples. Neverjetno, so dejale, to ne more biti res. Potlej pa so zakričale, Živa, kaj se to godi? Takšne mojstrske plesalke prav nikjer na svetu ni. Kaj se s tabo je zgodilo? To ni ples, to je balet. Živa pa jim nič ne reče in se klanja spet in spet. Potlej k luni dvigne glavo, gleda v zvezdnato nebo. Vsi izvrstni smo plesalci, z glasbo, ki jo ljubimo. Ja. Čudovita pravljica. Uboga žirafa, si predstavljate, kako se je počutila, ko je le zbrala pogum, stopila na plesišče in še preden je začela plesati, so ostale živali zelo grdo napadle. Lahko bi rekli, da so bile nestrpne. A k sreči žirafa ni izgubila upanja in z vztrajnostjo ter vajo je uspelo očarati prav vse živali, ki so njen trud opazile ter ga pohvalile. Bravo, Živa. Zelo poučna pravljica. Zada, najlepša hvala za idejo o odlični pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še domišljijski pravljici z naslovom O žirafah, ki sta hoteli videti sneg, v kateri boste spoznali dve žirafi, ki sta želeli doživeti zimski utrip.
Mislite, da jim je bilo všeč? Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdrav Zali, ter pa seveda prav vsem, ki radi prisluhnete pravljicam. Uživajte, bodite prijazni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, Živa. Super si bila. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov moj knjižni koticek afna@gmail.com sem prejela prijazno sporočilo mamice z željo, da preberem najljubšo pravljico 4-letne deklice Elin, ki ob večerih zelo rada prisluhne pravljicam. In katero pravljico bi Elin želela slišati? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zanimivi pravljici z naslovom Babi Zavrica. Greste radi pozno spat? To je zgodba o dečku, ki nikoli ni hotel v posteljo. Še posebej, kadar je prispal pri babici. Čas je za spanje, je oznanila babi, ko sta z vnučkom sestavljala sestavljenko z motivom dinozavra. Ampak mami in oči mi pustita, da bedim še po polnoči, je vzkliknil deček. Temu že ne bom nasedla, Svit. Čas je za spanje. To ni pravično, je ugovarjal Svit. Zakaj pa ti lahko tako dolgo bediš? Zato, ker sem precej starejša od tebe. Stavim, da si tako stara kot ta dinozaver, babi, se je pošalil Svit in pokazal na sestavljanko. Ja, jaz sem babi Zavrica. Zato je najbolje, da greš naravnost v posteljo. Grrr, je zarjovela kot dinozaver. Svit je odirjal po stopnicah, skočil v pižamo in planil v posteljo. Babi Zavrica je sestradana. So kakšni sočni malčki še po konci? Se je zaslišal glas v temi. Deček je zaprl oči in se pretvarjal, da smrči. Potem je Svit odprl oko in zagledal senco dinozavra. Povlekel si je odejo čez glavo in poskušal spati, vendar prebudilo ga je močno donenje. Vsa hiša se je stresla v ritmu glasbe in utripajočih luči. Odtihotapil se je po stopnicah navzdol in odprl vrata dnevne sobe. Babi je imela zabavo in Svit ni bil povabljen. Zabavali so se v dinozavrskem disku. Babi Zavrica je stala za mešalno mizo in navijala glasno glasbo. No, postala je glasbo Zavrica. Dinozavri so plesali. Dinozavri so migljali. Svit, ki je bil še vedno v pižami, se je pridružil zabavi. Pozibaval se je z brontozavrom. Sukal je pete s stegozavrom in se gugal z gigantozavrom.
Ko je babi Zavrica opazila, da njen vnuček ni v posteli, je ugasnila glasbo. O, so zatarnali razočarani dinozavri. Svit, takoj nazaj v posteljo, je ukazala babi Zavrica. Ne, se je uprl Svit in prekrižal roke. Vso noč bom pokonci in plesal. Ta disko je samo za dinozavre, je odvrnila babi Zavrica. Čas je za spanje. Potem me boš morala najprej ujeti, je trmaril Svit. Oddrvel je iz dnevne sobe, da bi poiskal skrivališče. Spodaj je na straniščni školjki sedel Triceratops in prebiral časopis. Bi se odstranil? Po babičini posteli sta poskakovala brachiozavra. Boink, boink. Spokaj se! V kadi pa je pljuskal pleziozavr. Kako si drzneš? Zato je Svit oddrvel nazaj v dnevno sobo. Čas je za spanje, so zavpili vsi dinozavri. Nikoli, je odvrnil Svit, čeprav je bil že kar precej utrujen. Le pazi se, ko bo prišel Rex, ga je posvarila babi Zavrica. Rex? Se ne misliš? Babi Zavrica je prikimala in se zarežala. Bom, bom, bom. Vsa hiša se je tresla. Šklepet. Svit je pogledal skozi okno in zagledal velikanskega tiranozavra, ki je copotal po cesti. Tiranozaver je bil prevelik, da bi lahko vstopil skozi vrata. Zato je vdrl skozi steno. Tresk! Zrušilo se je pol hiše in vse zavilo v oblak prahu. Kabum! Reksi, ga je poklicala babi Zavrica. Ja, draga, je odgovoril Rex. Moj nagajivi vnuček noče v posteljo. Ni pravično, je zazehal Svit. Vso noč hoče ostati pokonci in se zabavati. Slišal si, babi Zavrico? Čas je za spanje. Rex se je sklonil, da bi dvignil dečka, a Svit je bil prehiter. Pognal se je po stopnicah navzgor, potem pa skočil na Rexovo glavo. Zdaj me ne moreš ujeti, je vzkliknil. Ko je babi Zavrica odstopotala po stopnicah, da bi ga zgrabila, se je Svit oddričal po dinozavrovem hrbtu. Juhu! Pošli ga v posteljo, Rex, je zaklicala babi Zavrica. Prav imaš. Ko se je Svit pridrsal do konca dinozavrovega repa, je Rex švrcnil z njim. Švrc! Dečka je odneslo v zrak. Svit je poletel visoko, visoko v nočno nebo. Ups, je zamrmral tiranozaver. Vsi so opazovali, kako Svit frči po zraku. Dinozaver je tako močno švrknil z repom, da je Svit odfrlel okrog lune. Potem pa zgrmel proti zemlji. Dečko se je nasmehnila neznanska sreča, saj je telebnil naravnost na svojo posteljo. Zdaj pa zaspi, je zavpil zborček dinozavrov. Svit si ni želel še enkrat poleteti okrog lune, zato si je povlekel odejo čez glavo in tesno zaprl oči. V hipu je trdno spal. Od tega dneva dalje je Svit neverjetno zgodaj hodil v posteljo. Odločil se je, da bo sladko zaspal, preden bodo dinozavri ponoči prišli na zabavo. In tako bi moral narediti tudi ti.
Dajmo, čas je za spanje. Jo, poglejte, tole našo babi Zavrico. Kako simpatična pravljica, kaj ne? In Svitova babica je res nekaj posebnega. In nič ni čudno, da Svit ni želel zvečer zaspati. Menim, da bi se vsakdo izmed nas želel udeležiti takšne mega dino zabave. Elin, najlepša hvala za idejo v čudoviti domišljijski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še simpatični pravljici z naslovom Saj pošasti sploh ni, v kateri boste spoznali medvedka, ki je prvič prespal v svoji novi sobici, a kaj kmalu ga je postalo strah vseh čudnih zvokov in podob v temi. Bogi revež. A na koncu je bilo vse v najlepšem redu. Prijeten pozdravček Elin, ter seveda vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in en velik dinozavrski pozdrav. Čau, čau! Ja, kakšna zabava. Si niste tako strašni, ne? Kako žurate, bravo! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam dečku po imenu Tim, ki ob večerih rad prisluhne pravljicam. Njegova mamica mi je poslala prijazno elektronsko sporočilo z željo, da preberem poučno knjigo o malem vitezu po imenu Gal. Me res zanima, zakaj je Timu ta pravljica všeč. Zato predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prikupni pravljici z naslovom Vitez reče ne. V gradu, daleč proč od nas, vitez Gal živi. Vsak dan spravi sobo v red, da se vsa blešči. V gradu in vasici edini je otrok. Vljuden fant, ki vedno rad pomaga na poskok. Ko treba je pomivati, deček ja prikima. Drva znosi v gorko peč, ko pritiska zima. Če treba je po zelje v vrt, gre brez cmihanja. Vedno, ko ga prosiš kaj, zavrisne glasen ja. Ko po noči lunin si skrili zmaj zakrije, vitezi svarijo. V grad! Ja, se Gal brž skrije. Je ista zgodba vsak večer. Se zmaj z neba spusti, odrasli se prestrašijo, da vsak v svoj kot beži. Podurhajo jo čumnate, zapahnejo vse duri. A Gal strmi v nebo, ko zmaj leti proč v gluhi uri. Na nebu stoka in ihti leteči velikan. Tuhta Gal. Je kakor jaz? Brez družbe, čisto sam. Urno pod odejo, Gal, mama mu veli. In kaj odvrne? Ja, se ve, in že trdno smrči. V Galu nekaj zgane se, ko sonce gre nad brajde. Ko mama prosi, mleko, pup besedo novo najde. Občutek čuden, ves je vroč, razdraženost ga žre. Odkima kljubovalno in ji zabrusi ne. Mama nejeverno zre, ko skozi vrat okvir pokuka očka. Gal, pomoč, danes je turnir. Mi prinese ščit, moj pop, ter lok in puščice.
Gal pa ves še jezno rit odreže glasen ne. Zdaj nejem konca ni in ni, prihajajo v sunkih. Ne, reče fant mesarju, ki nosi slastni šunki. Ne, reče peku, ki za sveži kruh bi rad dobil plačilo. Ne, ribiču, ki nudimo orade za kosilo. Starša se sprašujeta, kaj pičilo je dečka. Kličeta ga k malici, on ne, ostaja tečka. Nenadoma pa glasom švist razpara mir noči. Svetlečimi čekani se zmaj z neba spusti. Vitezi spet vpijajo, naj pop se urno skrije. A Gal v trmi stisne pest in ne, na glas se vpije. Zmaj kroži jim nad glavami, nato na tleh pristane. Fant ga namrščeno motri, a zmaj molče obstane. Gal pristopi bliže, se mu v oči zazre. Boš končno že zaril ti šment? A zmaj zavzdihne. Ne, osamljenost me tare, rjoveti ne želim. Bi imel kaj proti, če se k tebi preselim? Gal negotovo tuhta in skoraj reče ne. A zmajev jok orjaških solz mu omehča srce. Ga srboritost mine, še jeza popusti. Počuti se vedrejše, ga trma ne teži. Nato pogleda zmaja, ta poln je upanja. Pomisli, tu ni druge, in strumno reče ja. Nov dom je zmaju všeč, se z dečkom rad igra. Priskoči na pomoč, ko kdo poprosi ga. Če Gal je nejevoljen, kar včasih se zgodi, brž poišče zmaja in ta ga razvedri. Ko očka reče spat, ker ura pozna je, Gal odvrne ja, a včasih reče ne. Ja. Simpatična zgodba o rimah, kaj ne? Ja. In kakšno moč imajo besede. Še posebej beseda ne. In kadar se želimo postaviti zase, je prav, da smo pri tem odločni in znamo to tudi povedati na primeren način. Včasih pa se zgodi, da ni pravega razloga za oporekanje. Takrat je bolje premisliti ter morda stopiti korak nazaj, popustiti ter ohraniti prijateljski oziroma prijazen pristop. A vendar je v življenju smotrno najti pravo ravnovesje. Tim, najlepša hvala za idejo o zares simpatični ter poučni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Pustolovščin Robina Hooda, v katerih boste spoznali pogumnega ter pravičnega knjižnega junaka. Prijeten pozdravček Timu ter seveda vsem, ki z veseljem spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja in ne.